Namen mojega obiska danes na terenu je, da si ogledam oceno poteka intervencije, ki je bila izvedena v času poplav na tem območju. In kot minister za obrambo sem še posebej zainteresiran za to, da poskušamo urediti območje Bača in tudi Knežaka, ki je v neposrednji bližini našega osrednjega vadišča Slovenske vojske. In investicije, ki so potekale že znotraj intervencije, kažejo na to, da jih lahko nadaljujemo tudi v tem obdobju, ko so poplave, ko je ta poplavni val za nami, in vidim priložnost in možnost, da se vključujemo tudi v postopke sanacije, ne samo takrat, ko je intervencija, kar je naša pristojnost Ministrstva za obrambo. Seveda pri plazovih, ki sem si jih ravno tako ogledal, je pomembno, da so tisto osnovno zaščito naredili in da se pripravijo potem tudi projekti za to, da se dokončno sanira plaz, ki lahko seveda naredi pregrado in izvir, ki je v neposrednji bližini, lahko povzroči potem zelo velike težave pri kmetiji v neposrednji bližini in seveda tudi nizvodno. Vključeni so hidrogeologi v ta postopek in kot veste, je vlada organizirala skupino ministrstev, ki pripravlja načrt ukrepov, in zagotovo bodo tudi ti ukrepi izvedeni na tem območju, ki so se pokazali kot nujni zaradi velike ogroženosti premoženja, ljudi in nenazadnje je to tudi infrastruktura, ki je na tem območju naša, del naše infrastrukture, zato računam, da bomo lahko tudi učinkovitejši pri odpravi. Mogoče malo tako, eno tako vprašanje s kolegom Škrljem, ki pokriva konec Javornikov, sva se spraševala, kako to, da šele danes prihajate. Ja, to je pa tisto, kar želim še posebej poudariti. Ministrstvo za obrambo, v okviru katerega tudi varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, je odgovorno za intervencije. In dogovor znotraj ministrstva je, da ne hodim na teren takrat, ko poteka intervencija, ker takrat so ljudje obremenjeni za intervencijo in če bi prišlo do težav pri izvajanju intervencije, bi seveda prišel tudi na teren. Tako da sem se odločil za ogled izvedbe intervencije, ko so se zadeve umirile, da lahko naredimo analizo poteka intervencije, in to je tudi dobra izkušnja za naprej, kaj moramo pri intervencijah morebiti popraviti. In dogovor je, da tudi organiziramo posvete v regijah z župani, civilno zaščito, gasilci in tudi krajani, zato da jih osvestimo o tem, kako je potrebno ravnati v primeru naravnih nesreč. Tako da moj namen je, da dejansko dobim natančno informacijo o poteku intervencije in te izkušnje prenesemo potem skozi srečanje, ki jih bomo organizirali v regijah, na župane, na občine, na krajane in tudi gasilce. In predvsem sem želel danes tudi izraziti spoštovanje in zahvalo pripadnikom civilne zaščite, gasilcem, kot tudi pripadnikom Slovenske vojske za uspešno upravljeno delo pri tej intervenciji, in to je namen današnjega obiska tudi. Ste torej z videnjem zadovoljni, z reakcijami vaših služb? Tako je, z videnjem sem izjemno zadovoljen, vse je potekalo zelo koordinirano, tako da vključevanje tako pripadnikov vojske, civilne zaščite, gasilcev, ljudi je potekalo zelo organizirano, in še več, pri tej intervenciji se je pokazalo, da so izpeljali celo tudi določene investicije, s katerimi so razbremenili vpliv vode na naselja, kar pa je res nekaj enkratnega, in to, kar sem danes videl, kaže na to, da če se pravočasno pripravljamo na poplavni val, da vemo, kaj je potrebno narediti, potem se tudi v intervencijah lažje naredi konkretno prekop, kot je bil tukaj narejen, prepust uredi čez pod cesto in podobno. Skratka, splet uspešno izvedenih del in kompletnega poteka je tukaj se pokazal, da če pravočasno načrtujemo in smo pripravljeni na to, potem smo tudi učinkoviti.